Spoštovani predsednik Republike, Borut Pahor, lepo pozdravljeni. Najprej bi se vam zahvalil, ker se trudite biti predsednik za vse državljane Republike Slovenije in s tem odprti tudi drugim narodom. Tukaj imate svoje pomočnike, Misijsko središče Slovenije in vsako leto spodbuja in organizira, da po približno 350 slovenskih krajih prinašajo sporočilo, katerega so prinesli tudi vam in kateremu se bomo kasneje prepustili. Ob tem pa so tudi nekako humanitarno, dobrodelno usmerjeni in inspirajo za projekte naših misionarjev. Približno 50 misionarjev imamo po svetu in lansko leto smo tudi z vašim darom izvedli približno 20 projektov. In tudi letos že misionarji pričakujejo to pomoč, kajti prav od naših ljudi, od naših državljanov so odvisni, da lahko po svetu pomagajo najbolj potrebnim. Zvezda sem sredi vaših noči, svetlobo prinašam v temne vam dni. Novica vesela je to od Boga, da je Jezus rešitelj vsega sveta. Mi pa prinašamo vam blagoslov, naj sreča napolni rodni vaš krov, zdravje pogum naj vas se drži, to novem vam letu želimo prav vsi. Seveda pa tudi dvigamo glas, ker za mnoge po svetu teman je ta čas. Bolezni in lakota mnoge težijo, miru in pravice pa vsi si želijo. Poglejte veselo preko ograj, radi pomagajte revnim sedaj. Lučko rešitve in z darom prižgite, v njihova srca pogum jim ulite. Hvala za vašo odprto roko, z mnogim bo to odprlo nebo. Naj sreča in mir vas vseh se drži, naj zdravje, veselje Bog vam deli. Spoštovani predsednik, dar naših misionarjev, žena z otrokom iz Madagaskarja in se vam zahvaljujo za to podporo na tak ali drugačen način, da so lahko tudi lansko leto izvedli svoje projekte in da naredijo svoje delo. Hvala tudi vam. Dragi mladi poslanci, vsaj tako vas sprejemam danes tukaj v predsedniški palači, kot poslance miru in solidarnosti. Obojega potrebujemo. Zbirate sredstva za to, da tistim, ki nimajo, pomagate. To se mi zdi zelo plemenito. To kaže na vaša odprta, dobra srca in upam, da je to en velik navdih za vse, ki spremljajo vaše poslanstvo. Naj se novo leto začne z odprtim srcem in odprtega duha, z odprtimi rokami. Prav tako vas sprejemam kot poslance miru. To, da je pri nas mir,
še ne pomeni, da je povsod, še zdaleč ne. Morda smo tudi v novo leto, manj kot smo se želeli, vstopili z nekaterimi skrbmi glede mednarodnega miru. Morda nas povsem upravičeno skrbijo dogodki v zadnjih dneh na Bližnjem vzhodu, ker si želimo, da bi se po mirni poti uredila vsa vprašanja, ki zadevajo odnose med narodi in državami. Da bi se po mirni poti uredili vsi odnosi med ljudmi. V tem smislu, dragi mladi odposlanci, imate pomembno in plemenito misijo, ki je tukaj sprejeta za veliko pozornostjo in z mojim velikim odobravanjem. Kot veste, kot ste tudi vi lepo rekli, ne gre samo za to, da vas enkrat na leto tukaj sprejmem, ampak da sodelujem z vami in z našimi misionarji, zlasti z misionarjem Opeko, dolga leta, tudi lani sva imenitno sodelovala, tokrat sodelujeva v tandemu z monaškim princem Albertom, ki mu lahko danes so tu, pošljemo tople pozdrave, prisrčne, spričo njegove velike naklonjenosti našemu misionarju in njegovih osebnih prispevkov zanj, pa tudi najnega skupnega organiziranja dobrodelnih prireditev v Rimu in v Monaku, zato da lahko naš misionar Opeka in drugi opravljajo svoja pomembna poslanstva. Meni je igralo srce, ko sem lani videl obisk papeža pri misionarju Opeki. Bil sem z misionarjem Opeko in monaškim princem pri papežu, ko je bil tiho, kot vedno, najavil možnost takega obiska na Madagaskarju. Ne povem, da razmišljamo o primerni priložnosti, da bi z monaškim princem tudi mi ga obiskala in počastila njegovo delo, če in ko bi se pokazalo, da bi bil najn obisk seveda na Madagaskarju smiseln. V vsakem primeru pa ne sklenem s tem, da si želim, da na nek način vaše poslanstvo ne bi bilo vidno samo ob začetku leta, da bi nekako vaše plemenite vrednote, mir, solidarnost, pomoč, sodelovanje, to, da se lahko zanesemo eden na drugega, to, da razumemo drug drugega, čeprav smo si različni, da bi odzvanjali vse leto in da bi prinašali tudi tukaj v slovenske domove, našo domovino, mir in spokojnost, tisto, ki je potrebna za to, da mi kot posamezniki in kot narod pokažemo sebi in drugim naše najboljše vrline. Prav, v tem smislu tudi zaključujem ta moj nagovor. Mislim, da imate pripravljeno še eno pesmico in jo bomo vsi radi slišali. Prosim.